Živijo. Ko sem včeraj odprla torbo, sem rekla, to je toliko smešen, da moram posneti. Tako da, končno, po vseh teh letih, what's in my bag? Približno že zadnje, kaj vas vem, 2 leti, nosim samo še ruzake, zaradi tega, ker toliko stvari sabo vlačam, da me je začela hrbtenico kriviti z vsemi torbicami in sem se odločila, da to je to in jaz šaltam na ruzake. Trenutno kanken zadeve, zelo trpežne, full fine, full lightweight, tako da mi je kar zelo, zelo priročen, ogromen je, kar pomeni, da lahko ful stvari noter spravim. Zdaj, preden sem začela ta video snemati, sem ven vzela čisto samo 3 stvari. In to je Wi-Fi router, ki ga vidiš tam gor, stativ za telefon oziroma kamero, na kateri cela ta zadeva stoji, da ti lahko to zdaj gledaš. Bom pa na koncu pokazala, kako izgleda. In pa en rogljiček, ki je bil že malo vprašljive kvalitete. Tako da bomo se lotili tega odpiranja zdaj brez pokvarjene hrane noter in tako naprej, kar je tudi dost pogosta zadeva v mojem ruzaku. Pa poglejmo, kaj je ta prva stvar, ki mi pade? Oh my god, veš, koliko je tle stvari noter. Ok, prvo kot prvo rabaš marelo, zaradi tega, ker je vzuni tako vreme, da to ni zan kamer in marela is a good thing to have. Potem ena izmed drugih večjih stvari je denarnica. Ta denarnica je že zelo dolgo z mano, iz Parfoja, ful se dobro drži, ful mi je všeč, še bom tam denarnice kupovala. Potem imamo ta prvi kabel, to boste počasi videli, da je pač taka tematika mojih ruzakov in mojih tork, kablov je in kabli, torej navadna elektrika v USB, v mikro USB, tale je v bistvu za polniti mojo tablico. Tablico, računalnik, kakorkoli jo poimenuješ, ki je tukaj v tem žepu prav posebej, lepo zapakirana v tak sliv, zato da se ne poškoduje. Notor imam ful enih papirjev, sama zadeva pa bolj izgleda tako. Pa saj to ste že fulkrat videli. To stvar imam že, 2 leti, nekaj tazga. Tale Asusov Transformer Book. Ful v redu, samo počas mu malo moči zmanjkuje, tako da počas bo cajt za kakšen upgrade. Ampak tale zadeva ni švoh, tale zadeva je zdržala cel moj faks, vsa moja potovanja, na Kitajsko je šel z mano, ja, ne več kot 2 leti ga imam, če je šel na Kitajsko z mano, ga imam pol več kot 3 leta. Oh my god, res je že v letih, pa še zmer pač ful dobro dela, pa baterija še zmer drži tako 4 ure, 6 ur dela brez problema, ok, 4, bolj 4 ka 6. Potem imamo še en kabel, jej, tole je iPhone kabel, elektrika, saj veš, vedno ti jo zmanjka. Potem imamo Passion Planner, tole sem malo pozabila izpolnjevati, ampak bom se probala nazaj v to vršt, da bom spet malo planirala, ker imamo že kar nekaj leta, do konca leta za zrihtati, a ne? Pa papiri od davčne noter, itak, mislim. Tjaša, kaj če bi si to pospravila, tja kamor paše, dala lepo v arhiv in ne imela pač noter v planerju. Ampak ne, zakaj bi jaz to naredila? Deodorant, zelo pametna zadeva, kakor je bilo vroče. Ok, pa imam pa poln računov, ampak ne samo poln računov, ampak poln enih takih manjših torbic in vrečk, kamor pospravljam noter manjše stvari, da se mi ne razgubijo po celi torbi, a ne, sploh, ko imaš tako giant torbo kot jaz. Tale tukaj noter ima večinoma pripomočke, ki so nujni za preživetje digitalnega nomada, kot naprimer mikro HDMI na navaden HDMI adapter, pa ne vem, mazilo za herpese, ki se mi včasih ful delajo, pa 10 centov, nimam pojma, zakaj je to tam, pa mikro SD na navadno SD kartico adapter, to mi je še tokrat življenje rešil, da ne moram sploh upisati, in pa en kuli. Moj YouTube kuli, jaz sem ga pa toliko iskala! Le, YouTube mu gor piše. To sem dobila takrat na VidConu. Jaz sem ga pa toliko iskala. Sem ga pa končno našla. In pa sponka. Zakaj sponka? Zato, ker testiram ful telefonov in če hočeš dati SIM kartico iz enega v drug telefon, rabiš sponko. A ne? Tako da, sponke so tisti, kar rabiš imeti v vsaki torbici. Dajmo zdaj vse to nazaj. Včasih sem imela še kakšen USB ključ tle noter, which reminds me, da bi bilo fajn, da dam kakšnega nazaj noter, ker vedno je fajn imeti en USB ključ v torbici, čeprav ga ne boš verjetno nikoli uporabil, ampak, you know, just to be safe. Ok, a se pol malo čez tele račune pa papirje Idealni čas, da pa spraviš torbico. Pasport.
Zakaj imam pasport v torbi? Glede na to, da nikamor nisem šla. Zanimivo. Ful je imel en tak, ta ovitek je bil včasih tak ful lep pa svetleč, zdaj se je pa ful nabral svinarije gor in ful ni več tako lep, ampak čez mer ščiti moj pasport, tako da je good, je v redu. Potem imamo tukaj notri očala, izjemno rumena, za izjemne take dneve, kot so danes, da ta rumena malo ven seka. Ne, pač rumene so, ker pač rumene. Ne vem, ful sem mi všeč ratale letos in sem jih ful začela nositi. Robčki. Ena minimalistka, ki je tukaj na dnu moje torbe že boh ved koliko časa, ampak taka hrana na dnu torbe me ponovadi najbolj reši, ker sem tako že res tisto lačna za umret, a veš, pa nikjer nič odprtega, da bi lahko si šel človek kupiti nekaj za jesti in pol najdeš tako na dnu torbe eno energijsko ploščico in si tako, yes, ne bomo umrli, vse bo v redu, preživeli bomo. Ej, pa še ta zadnja torbica, vidiš, pač prozorna torbica, kjer imam noter, my god, vse živo. Let's go počasi, eno za drugim. Ok, šminka, ponavadi imam tisto šminko, ki jo nosim gor, jo tudi vržem v torbico. To sicer danes ni ta šminka, ampak 2 dni nazaj pa bila. Tako da ja. Potem, ojoj, še več kablovja. Slušalke od iPhona, ker ima ta poseben fifel in pač ne grejo nikamor drugam. In pa rabiš ful slušalk. Magnezij, če me krči dajo od koga Gorana Dragića, da imaš pol vedno magnezij s sabo. Isla za grlo, ker včasih izgubim glas, zelo pametno. Še več robčkov, te so odprti, veš, tako da odprte imam tukaj posebej, unega so zaprti, so pa fliknjeni v celo torbo. Tako da, baje je tle nek sistem, kako imam stvari urejene v torbici, ampak ne bi rekla, da zihar je. Čigumi. Aspirini, sicer jih nikoli v življenju še nisem dejansko rabila, tako, wow, rabam aspirin, ampak, ne vem, tak peace of mind, da jih imaš s sabo. Olej, še ena kremica za herpese, no, pa vidiš, koliko sem obupana s temi herpesi, a ne. Tamponi, včasih so bili še kakšni vložki tle noter, ampak očitno jih ni več. Še ena šminka. Ta je taka ful neutralna, pa ful navadna, pa ful sem jo že ponucala, ker jo ful rada uporabljam. In pač pogruntala sem, da kakor ne maram nositi kozmetike s sabo po torbicah, sploh polet, ker se pač, če je ful vroča, pa tako se ti pa vsa ta kozmetika ful uničuje pa to, ampak sem pogruntala, da je pa fajn imeti vsaj kakšnih par šmink s sabo, če ne drugega, če imaš čisto izsušene ustnice, da daš vsaj nekaj lahko gor, če nimaš drugega. Ali pa, da lahko pač malo cel look pripravaš, ne vem, če dobiš nek sestank, ki moraš iti zdajle, pa si tako sploh v bistvu ne naličena, samo maskare si dala gor lih zato, da pač ne greš čisto rova v pisarno danes, a ne. In si pa tako, ful pomemben sestank imamo, ali pa ne vem, nekam moraš iti na eno ful pomembno zadevo, ali pa ne vem, tam bo ful fotografov, ti pa tako nimaš nič s sabo, a ne. Tako da od takrat naprej vedno nosim to šminko s sabo, od Nyxa, ki je pa majčkeno bolj temna in tako naredi instant polished look, tako da ponavadi imam kakšno izmed bolj rdečih, sicer dosti umirjeno rdečih, ampak tako rdečkastih šmink s sabo. To sem čisto do konca porabila, toliko sem jo uporabljala. Tako da, ne da mi je tekstura toliko všeč, ampak barva mi je ful všeč. Tekstura je tako dosti bedna, ker se takoj dol začne zbrišati pa razmazati, ampak barva mi je pa ful všeč, zato pa gre z mano vse povsod. Ok, pa imamo tukaj noter še kondome, pa papirčke, pa parfumček, tak fuluškan parfumček na roll-on, to smo zadnjič dobili na Lux Factor predstavitvi, tako da, vidiš, parfumček pa šminka, to je v bistvu tak instant polished kit. Še več futra, itak čokoladica, ta je tudi že po moje vprašljive kvalitete, zaradi tega, ker problem je, ker se ne spomniš, kdaj si to dal noter v torbo, a veš, pol veš, da je res dolg nazaj to bilo, a ne? Ok, čist na koncu imamo še 2 aktivna oglja, tudi to so taki emergency supply in pa flajštri, ker smo pač to vrsti, a ne? Ok, imam tukaj še kaj noter, papirčki in to je to, v ta velikem temule pouchu. Ful mi je dobro, ker se res čist do konca odpre in tudi če dam kakšno večjo zadevo noter ali pa če imam ful fotografske opreme noter nabite, a veš, lahko to vse noter nabašam. Pa ima pa še en manjši žepek spredi, tam imam pa stvari, ki jih bolj rabiš hitro imeti po roki,
pa hitro zagrabati, pa take zadeve, kot naprimer zlomljeni piškotki od kavic, ker nikoli ne veš, da je ušlačena in pa si pač nabiram te piškotke. Kaj, če bi si dala tako, ne vem, 2 energijske ploščice več noter, ne da imam pač 35 piškotkov v sabo. Ampak ja, lej, piškotki. Potem, meter, a veš, ne? Ker če si tako kaj jaz, ne si tako, no, jaz bi šla pa eno mizo kupiti, imaš lahko s sabo meter, zato da greš lahko do ta najbližje trgovine s pohištvom in kaj izmeriš, a ne? Tako da, ne, dejansko sem šla znaš nekaj gledati in sem rabila meter s sabo. Tako da zdaj ga moram nekam pospraviti, da ga ne bom zgubila, ker zakaj ga ne bom nikoli več najdla, ker te metri tako dobijo noge, a ne? Ključi od avta. Olej, še ena šminka, kdo bi si mislil? Ta se tudi zažre vse pore, tako da ta mi tudi ni preveč všeč, ampak okej, lej. Bože, se bomo že naučili, kva je v redu, pa kva ni v redu. Pa moj najljubši kuli zapisati. To so te friction kuli, a veš, ki jih lahko zbrišeš, ampak ta je ful tanek, ta mislim, da je 0,5, če se ne motim. Remove by friction. 0,5, ja. 0,5 debeline in je tak čist tanek, ni tako debel, kakor so oni ponavad, kakor smo jih vajeni. A veš, ampak je čist tanek, da lahko res lepo, ki na tanko napišeš, pa zbrišeš tak perfekt za planarje. Mislim, da je to vse, kar se nahaja v moji gigantski torbi. Kaj je bilo tako najbolj bizarna stvar, ki ste odtleno? Mislim, kaj niste pričakovali, da boste videli v moji torbi, oziroma torbici, no, pač orang torba je, ne moram niti reči torbica. Moja delovna torba je, kjer pač nosim okoli pol svojega življenja in svoj biznis v obliki laptopa in planarja in enostavno rabim cel dan preživeti z njo, ne? Napišite mi dole v komentarje, kaj vam je bila najbolj bizarna stvar. Tle si lahko pogledate še en video, če slučajno niste ga še videli. Itak, naročite se, to je vedno dobra zadeva, zaradi tega, ker zadnje cajte niti ne vem, kdaj bom kakšen video objavila in pol pač, ko pride situacija, se pač pojavi gor. In če si subscriben, če še pritisneš zvonček tam zraven, pol boš definitivno obveščen o novih videih. A veš, in to je tako ful awesome. Tako da se vidimo kmalu, lepo se imejte, adijo.